Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Zdaj glih par reči doma naredim, potem se bom pa odpravila do zavarovalnega agenta. Zdaj imam glih par reči še za zložiti. Ko tako zlagam nogavice, se vedno spomnim, kako so naše babice, pa tudi naše mame še nogavice tudi likale. Ampak zdaj so minili cajti. Tako, pa sem polikala. Ura je pa zdaj, kmalu bo 10, ob 10 sem zmenjena z zavarovalnim zastopnikom. Poteklo nam bo zavarovanje za stanovanje, zavarovanje za avto in pa še zdravstveno zavarovanje za tujino. Tako da to imam vse na kupu in bom šla zdaj to uštimati. Evo, pa smo zapravili. Zdaj sem že doma, zavarovanje sem uredila, tako da je za 1 leto mir. V petek grem narediti še tehnični pregled in potem je rešeno. Zdaj bom pa nesla še smeti v kontejner oziroma v Humano. To so stara oblačila. Danes ne bo prav nič s kolesarjenjem, kaj je taka burja. Mislim, da piha tam so sunki 30 km/h. Jaz se pa zdaj odpravljam na kavico k kolegici, pa malo bova poklepetale. Dobro jutro. Ura je 8, jaz sem pa že pripravljena za nizki štart. Planiram narediti tako približno 50 km, šla bom pa v Brda, tako da me 2 uri pa pol ne bo. Kave nisem uspela spiti do konca, jo bom že pol. Ker če ne, jaz lahko fetkam tudi 2 uri. Pa ne bom zdaj časa zapravljala s kafetkanjem, ampak šibam. Glihen malo piha še zdaj zjutraj, ampak mislim, da se bo tudi to umirilo. Je pa sreda in upam, da ne bo preveč prometa. Salve. So me Italijani presenetili s to cesto. Del poti prenavljajo, zato bom zdaj nadaljevala kar po pločniku. Pa se pa itak odcepim za Brda. Čeprav moram reči, tudi pločnik je prav ubogi. Zdaj grem po enem obvozu, tako da zdaj je super. Zdaj imam še nekaj metrov te slabe ceste, potem pa za tunelom zavijem desno v Brda. Zdaj smo pa spet na normalni cesti in upam, da zdaj bo pa šlo. Sem pa zgubila 8 km, pol ure sem zgubila. Zdaj se pa malo v hrib zaženem. Na koncu te ravnine pridem pa spet v Slovenijo in potem proti Dobrovem. Ni pa nobenega prometa,
glede na to, da je sreda in sem se bala, da bo kar precej prometna cesta. Zdaj smo v enem takem vinorodnem območju. Trte so prav vse posod. Ampak ne samo trte, tudi do češenj še pridemo. Mislim, da si bom prav en lep izlet naredila. Čau. Zdaj se pa že vidi grad v Dobrovem. Tako, na poti sem 1 uro, naredila sem pa dobrih 18 kilometrov. Zdaj se povzpnem še gor do gradu in potem naprej proti Krminu. Tle se pa začne vzpenjati. Se pa, ko bom pa na vrhu, je pa itak vse narejeno. Sem vam obljubila, da pridem prav do češenj. Ko sem pa že glih v Dobrovem, se pa spodob, da grem do gradu. Tukaj lahko pa kaj dobrega pojeste, popijete kakega dobrega vinčka in uživate v čudoviti naravi pod češnjami. Zdaj se pa spustim do krožišča, potem zavijem levo mimo vinske kleti in potem proti slovensko-italijanski meji do Krmina. Potem pa nazaj v Slovenijo. Tako, jaz se bom pa spustila tukaj dol in šla potem proti Italiji. Jaz grem pa tudi zdaj po tej poti, ko je šel ta avto. Tako, pa sem od spodaj pod gradom in zdaj proti Italiji.
do Krmina pa še 4 kilometre. Petinpetdeset kilometrov je ratalo. Sem prišla 1 uro kasneje domov, kakor sem mislila. Vmes sem malo klepetala, v Dobrovem sem se malo ustavila, v glavnem je šlo pa super. Zdaj pa kavica. Avto sem pripeljala na tehnični, zdaj pa čakam, da mi ga ven pripeljejo. Upam, da bo vse okej. Vsaj mislim, da bo, no. Tehnični pregled sem rešila, zdaj imamo merjeno leto, potekla nam je prva pomoč, tako da sem še to kupila. Veljavnost prve pomoči je pa 5 let. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!